Eno čudovito jutro vsem skupaj. Evo, kot ponavadi smo midve nazaj v ponedeljkih z najnimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanja v zvezi z naravnim zdravljenjem, kako zboljšati svoje počutje in zdravje na naraven način. In pa tudi včasih mičkam bolj široke teme, ki se ne dotikajo samo fizičnega vidika, ampak tudi duševnega, duhovnega, so ostale te stvari, ki so v bistvu potrebne za neko celostno zdravje. Tako da, kot ponavadi, sva z vami tukaj Alja Podgornik in pa doktorica Neja Zupan, ki se obe že precej časa ukvarjava z naravnim zdravljenjem, sploh Neja je v tem res že ekspert. In danes imava midve na sporedu drugi del priprave na nosečnost. In prejšnji teden sva midve govorila v bistvu o fizičnem vidiku tega. Se pravi, kaj dejansko je potrebno na fizičnem nivoju narediti, zato da se predvsem ženska, ampak v bistvu oba, ženska in moški, pripravita na nosečnost, se pravi za nositev, ne samo na porod. Ker kot sva govorila, to danes v bistvu o tem se nič ne govori, v bistvu se največkrat o tem govori, zato ker ženske ne morejo zanositi in so težave pri tem, ni pa zares neke priprave na to, da ženska lahko uspešno zanosi, donosi in pa potem rodi zdravega otroka. In tukaj dajte si pogledati, če si še niste video od prejšnjega tedna, zato ker je ogromno zanimivih in koristnih informacij in jaz v bistvu nimam nobenega dvoma, da ste zelo veliko naučili, zato ker o teh stvareh se tudi v krogih naravnega zdravljenja ne govori veliko. Še prej greva v današnjo temo, ki pa bo čustveni del tega, se pravi čustveni vidik priprave na porod, vas pa jaz povabim oziroma vas spomnim še na to, da če imate kakršnokoli vprašanje, jih napišite spodaj v komentarje, ne glede na to, kje gledate to, je to YouTube, Instagram, Facebook, in mi vse to shranjava, bova do tega prišle. Tako da kakršnokoli vprašanja, lahko so komentarji vprašanja na temo, kaj obravnavava danes, lahko so pa neke čisto v bistvu druge zadeve, vaše osebne težave, simptomi ali pa neke stvari, v katerih ste radovedni, imate vprašanja, ste jih slišali, pa ne veste, čisto kaj z njimi narediti. Dajte napisati in bova do njih prišle slej ko prej. Vsa vprašanja si zapisujeva, jih shranjujeva, tako da bojo sigurno prišla na vrsto. Tako da, evo, zdaj pa jaz povabim Nejo, če lahko nas vpelje v to temo, ki jaz mislim, da nisem še nobenega v bistvu slišala o tem govoriti, po vseh podcastih, ki sem jih preposlušala, po vseh različnih ljudeh, s katerimi sem se učila stvari, sem poslušala, kaj učijo. Ne vem, če sem kadarkoli že slišala o čustvenem vidiku priprave na porod. Tako da, Neja, prosim, če nas vpelješ v to temo, ker mislim, da bo izjemno zanimiva. Hvala, Alja, hvala. Dobro jutro vsem našim gledalcem, oziroma tudi tistem živjo, ki nas majčkeno kasneje poslušate. Danes je res izjemno zanimiva tema o pripravi na porod. Glejte, velikokrat se ljudje ukvarjajo s pripravo na porod, ampak samo, če imajo težave. Tako da tisti ljudje, ki pa težav nimajo, se pa velikokrat na porod ne pripravljajo, ampak poglejte, kako, mislim, ne na porod, na nosečnost, da sem majčkeno narobe se izrazila, se pravi, ne na porod, ampak na nosečnost, se pravi, priprava na nosečnost ni samo za tiste, ki imate težave, ampak je za vse ljudi. V prejšnjem liveu sva midve govorile prav o tem, da te stare kulture so imele vedno priprave na nosečnost in ne na porod, samo seveda na porod, seveda se mora tudi ženska pripraviti, ampak predvsem na nosečnost, zato da se rodi zdrav otrok. In danes vidite, kaj se dogaja po svetu, koliko otrok se rojeva bolnih z avtizmom, s hiperaktivno motnjo, z raznimi okvarami živčnega sistema, z raznimi kroničnimi boleznimi že ob samem začetku. To je vse posledica tega, ker je bila priprava na nosečnost majčkeno slabša, ali pa jo sploh ni bilo. Tako da midve osvetljujeva ta del. Jaz sem pred leti naletela na en čudovit video,
ki govori o dveh dojenčkih, ki sta se v maternici pogovarjala o življenju po porodu. In je eden rekel: a ti verjameš v življenje po porodu? Pa je ta drug rekel: ne, jaz nič ne verjamem, tam je pač konec, tle se vse zgodi, pol je pa konec. Je rekel: ampak jaz pa verjamem, da nekaj pa more biti. Jaz verjamem v to, da se bodo zgodile res krasne stvari. Ne vem, jaz verjamem, da bom tele noge, ki jih imam, začel uporabljati. Pa da drug reče: ma daj nehaj, veš, da je hoja čisto nemogoča stvar. Jaz verjamem, da bom usta uporabljal, da bom nekaj v usta dajal, nekaj slastnega. Pa ta drug reče: ma daj nehaj, no, se vidiš, da sva skozi priklopljena na eno cev, pa da tam vse dobivava. Pa spet tata prvi reče: ampak jaz verjamem v nekaj višjega, pa nekaj več od tega, kar je kar naju zdajle obkroža, pa on ta drugi reče: ma daj nehaj. Pa je ta prvi rekel: ja, ampak a slišiš včasih en tak zelo lep glas, tak mili glas, kako eno melodijo, kako poje. In rekel: jaz tako se dobro počutim. Pa ta drug reče: ma daj, to imaš ti ene presluhe. Pa spet ta prvi reče: ja, jaz verjamem, da obstaja življenje po porodu. Pa ta prvi reče: ma daj nehaj, odrežejo naju v tiste cevi, nimava več hrane, pol sva pa odvržena in pač umreva, ne. Pa ta drug reče: ampak mora obstajati en drugačen način, kako smo mi povezani. In jaz komaj čakam, da vidim mamo. No, in to gre lahko seveda še vnaprej in isto, to se dogaja, glejte, nosečnost, tudi če ne verjameš v pretekla življenja, je nosečnost preteklo življenje. Nekaj, kar se je dogajalo, preden si se rodila. In tam si imela čisto drugačne zaznave. Ampak tiste zaznave, ki so bile v maternici, te definirajo. Zato, glejte, če mama preden zanosi ne dela na sebi, se pravi, ne umirja svojih čustev, pa ne samo mama, tudi oče. Če je oče grob do mame, glejte, se bo to vse pokazalo na otroku. Se pravi, delati na svojih čustvih, še preden se zanosi, zato ker, saj mislim, da je Alja glih zadnjič to povedala, srce se začne razvijati v 3. tednu nosečnosti. Takrat večina žensk še sploh ne ve, da je nosečih. Ampak srce že sprejme lahko vse bolečine, ki se dogajajo med žensko in moškim in v ženski. Se pravi, če ženska že prej ne dela na sebi, oziroma bom malo obrnila, ženska, ki gre zavestno v oploditev, moški, ki gre zavestno v oploditev, se tudi čustveno, miselno vnaprej pripravi zato, da dejansko tudi energije podprejo spočetje otroka. Jaz sem pred časom je k meni prišla ena gospa, ki se je začela
spominjati, bila je posvojena, ampak se je začela spominjati svojega življenja v maternici. In je rekla, to je nekaj najbolj grozljivega. In potem je spoznala svojo biološko mamo in biološka mama živi tako zelo revno življenje, pa veliko alkohola, velike kričanja in vse to zdaj, ne glede na to, da je ta ženska živela v res ljubeči družini, vse tiste stare stvari prihajajo zdaj na plan. Se pravi, je to priprava na nosečnost izjemno pomembna, da se mi umirimo, da se partner umiri, da je ogromno enih ljubečih izkušenj, medsebojne podpore, ker vsak stres povzroči, da se to prenaša tudi na nerojenega otroka. In če mi s temi stresi ne znamo delati, potem seveda bo to prenešeno na otroka. Kaj so čustva? Tako zelo velikokrat so zelo zanimivi odgovori, kaj so čustva. Ja, čustva je čisto hormonski odziv, ki ga mi poimenujemo na naše misli. Se pravi, misel, ta mi dela krivico, kar pomeni, da se bodo sprožili hormoni, ki bodo povzročili, da mi postanemo jezni. No, otrok je povezan s popkovino in vsi ti hormoni preplavijo tudi otroka. In ta jeza gre noter v otroka, ni druge, gre noter. In se zapiše v tkivo. To sva pa govorile že, poglejte si tisti del, kjer sva govorile o limfi. Ne o limfi, o vodi sva govorile. Ja, 3 deli o vodi so. No, in itak smo praktično 70–80% vode in ko pridejo ti stresni hormoni v otroka, se v to vodo, v te molekule vode vse to zapiše. In življenje v stresnih okoliščinah močno vpliva na nerojenega otroka. Ampak mi imamo približno 90% nezavednega dela. In ta nezavedni del, če se mi tega ne zavedamo, ta vpliva na vse tisto, kar se nam v življenju dogaja. In se shrani, tudi v ženski se lahko shrani v ta nezavedni del. In zato je, preden ženska zanosi, je pomemben, da se te čustvene, mentalne vzorce največ, kar se jih da, tudi odstrani. Tako da obstajajo različne tehnike. Jaz recimo v Postani mojster zdravja v programu učim kar precej tehnik, kako pride do tega zavedanja, kaj je zadaj, kaj se dogaja v naših mislih. Recimo, organ, ki je boven, velikokrat imajo in ženske in moški težave z želodcem, se pravi, katere misli so zadaj, da mi ozavestimo, katere misli povzročajo to težavo z želodcem. In ko vemo, potem smo mi v vsakodnevnem življenju bolj pozorni, se naučimo o tem, v Postani mojster zdravja se naučimo tudi različnih tehnik, ki pomagajo, da se te energije pomirijo. In potem, seveda, ko to znamo,
ne prenašamo teh energij naprej na naše otroke. Tukaj zdajle na kratko bo še Alja kaj povedala, pol bom pa še jaz kaj dodala. Saj, jaz ne bom tle ful nekaj dodajala, zato ker mislim, da večina je ne povedala, lejte, to je tako malo, kar mi rečemo, po jutru se dan pozna, ne. In vsi te začetni deli, vsi vemo, da otrok je popolnoma odvisen od svojih staršev. Za človeka je to res kar precej let, ne. Marsikatere druge živali so otroci samostojni, oziroma mladički samostojni zelo zgodaj, pri nas to traja veliko več časa. In to, kar je Neja rekla, je treba res se zavedati, da vse, kar se dogaja v maminem telesu, kar se tiče sploh hormonsko, lejte, so študije pokazale, da recimo, če mama je ful pod stresom, ne, takrat se v bistvu zelo veliko ljudi ne ve, da hormoni, ki so za reproduktivnost, pa hormoni, ki so za stres, izhajajo iz istega protohormona, če temu rečemo, ne, ki pride pred temi, ki se pretvorijo. In če je ful stresa, namesto da bi ta hormon se pretvoril v reproduktivne hormone, ne, progesteron in take zadeve, se pretvori v kortizol. In je bilo pokazano, da če ima mama ogromno stresa, da se ogromno kortizola proizvaja, začnejo otrokove nadledvične žleze že v maternici proizvajati večje količine kortizola in stresnih hormonov, zato ker dejansko otrok mami pomaga dovoljšna količina tega proizvesti. In si lahko predstavljate, kako se začne to že izjemno zgodaj v tkivih dogaja, da preprosto se otrokovo notranje okolje se sinhronizira z maminim. In to se dogaja potem na čustvenem nivoju, predvsem na energijskem nivoju, še precej let, ne, recimo nekje sploh do, recimo, med 7. in 9. letom življenja, pa dajmo reči 9. leta življenja, ker so otroci dejansko, če rečemo temu, sprogramirani, tako da v sebe vpijejo, kot gene spužvice, vse, kar se dogaja v okolju. Ampak to se začne že zelo zgodaj. In zato je tle smo, jaz kakor gledam, mi kot imamo hud problem družbeno, zdajle, zato ker preprosto so ženske velikokrat nimajo podpore, ki jo rabijo, zato da dejansko lahko otroka spravijo gor. Nimajo podpore fizično, nimajo podpore čustveno, nimajo podpore duševno, zato ker smo same, če gledamo zgodovinsko, ko so ljudje dejansko živeli ali še v večjih družinah, ali v večjih skupnostih, so se ženske med sabo pomagale sploh. Ne, ni bila ena ženska sama, ki je mogla za vse skrbeti. In to ogromno nekega stresa proizvaja, poleg seveda vsega tega stresa, ki smo mi tako že izpostavljeni vsakodnevno, pa ne govorim zdaj niti o tem, da recimo te šef nadere v službi, ampak govorimo o vseh teh endokrinih in hormonskih disruptorjih, se pravi teh, vse v bistvu naše hormone zdelajo kemikalije, ki so v čistilnih produktih, kemikalije, ki so v make-upu, pesticidi, herbicidi, ki so v hrani, vse te zadeve, o katerih so že večkrat govorila, to je vse stres na telo. Zato je res pomembno čustven pa fizičen nivo, tako kar je Neja prej rekla, sta med sabo povezana. Ne moramo jih gledati kot dve ločeni zadeve, dostikrat govorimo o fizičnem pa čustvenem nivoju, pa vse to zato, da pač si postavimo nek okvir, znotraj katerega neko stvar razlagamo, ampak misli sprožijo fiziološki odziv v telesu. In misli in čustva so med sabo zelo povezane. In to bo vplivalo vse na otroka. Zato je res pomembno, prej, ko začnete delati na sebe, če razmišljate, kadarkoli boste imeli otroka v prihodnosti, boljše je, zato da se čim več teh stvari ven sčist. Pa je res pomembno, da se zagotovi že od začetka, prvo, da je zanositev res narejena na tak zelo zavesten način. Enkrat sem slišala zgodbo o enem afriškem plemenu, kjer ko se ženska odloči, da bo zanosila. Pa zdaj ne vem, mislim, da je to še preden se odloči za zanositev. Da gre in sedi pod enim drevesom, ker imajo sveto drevo, in v bistvu posluša in čaka in poje, dokler ji otrok ne razkrije, kakšno bo njegovo ime. Da ji ne razkrije otrok svoje pesmi.
In pol je to pesem, ki je za tega otroka uporabil, ki je rojen od začetka do konca življenja, ki se na vseh dogodkih uporablja. In a veste, da razmišljate, kakšen nivo zavesti je to, s katerim se gre v nekaj takega, a ne? Kakšen nivo je, da se razume, da je to duša, ki pride in se inkarnira v človeško obliko sam, ampak da je to duša, ki pride s svojim namenom. In da je naša naloga, da je naloga staršev, to, da se temu otroku, tej duši omogoči, da raste in se uči, oziroma ne, da se jo omogoči, ker to je izbira, da imamo mi izbiro, kakšno okolje bomo omogočili za tega otroka, za to dušo, v katerem bo rasla. In da imamo možnost, da omogočimo eno tako res lepo okolje, kjer ta otrok raste že od začetka v ljubezni, z veliko zavesti noter, ali pa postavimo otroka in to dušo v okolje, kjer tega manjka. In potem bo pač rezultat drugačen. Tle se ne gre za to, kaj je prav, kaj je narobe, gre se za pač posledico nekih dejanj. In zaradi tega je tle res treba začeti razmišljati, kakšne so posledice tega, na kakšen način se mi lotevamo. Pa tudi, če nam mogoče samo po sebi nimamo znanja o tem, kaj točno vodi do kakšnih posledic, kjer dejanja vodijo do določenih posledic, lahko pogledamo okoli sebe, pa vidimo, kam nas sistem, v katerem trenutno obstajamo, pa kako stvari trenutno delamo, kam nas to vodi. In to na nivoju, ko so govorile, koliko otrok je bolnih, koliko otrok ima grozne alergije, koliko otrok ima avtizem, koliko otrok ima te motnje pozornosti, pa predvsem, če se pogleda trende, kako se to viša in če gremo po takšnem naprej, kakšne so v bistvu, kako bodo te številke rasle linearno pa celo eksponentno čez leta, če bomo na isti način delali, kakor delamo zdaj. Zato res tle biti pameten, to je velika odgovornost. Mislim, da ljudje se večinoma zavedajo, da otroka imeti je velika odgovornost, ampak to se začne, preden se otrok rodi. In zares, v bistvu, da spet, če pogledamo celostno stvari v redu naredimo, je treba že od začetka o tem razmišljati, če prej se stvar začne. Tako, kakor če gradite hišo, začnete delati načrte veliko, preden dejansko postavite prvi temelj in kamen. Ker če začnete takrat razmišljati, kako bojo stvari šle, pa zna biti, da bo kaj se mičkam zakomplicirati. Tako da, dajte res razmišljati na ta način. Čustvene stvari, ki jih imamo mi v telesu ujete. O tem sva ja govorila veliko mislim, ne vem, je bil drugi ali tretji del Vode, miniserije, ki sva naredile, se odražajo na fizičnem nivoju. Tako da, ko začnemo te stvari čisto, to ni samo za otroka, to je tudi za nas. Ampak bomo s tem omogočili, da mi ne prenašamo tega naprej na naslednje generacije, ker če ne se te stvari prenašajo, dokler se nekdo v tej liniji ne odloči, da je tega zadost, pa da v tem naprej ne bojo šle stvari. In vi, ki to gledate, imate možnost, da to naredite, ker se tega zavedate, kar se večina ljudi ne. Tako da je to lahko res ena v bistvu lepa motivacija, če najdete težje, da zaradi samih sebe to naredite, da pa razmislite, mogoče za naslednje generacije bi bilo pa res vredno te stvari narediti. Tako da ja, jaz bi to dodala, no. Ne, zdaj pa še ti, če bi še kakšno stvar dodala na koncu. Ja, hvala, Alja. Ja, ena zelo pomembna stvar, to, kar si zdaj govorila o preteklih, o teh vzorcih, kako se prenašajo. Ne vem, če ste vedeli, da ženska, ko nosi otroka, se v tem otroku že v času nosečnosti razvijajo vse semenčica in vsa jajčica, ki jih bo imel oziroma imela v svojem življenju. Se pravi, jaz sem že nosila v sebi vse semenčica in vsa jajčica, pač jajčica, ker sem imam hčerko, od mojih vnukov. In se pravi, kakšna kakovost bo mojih vnukov, kakovost teh jajčec je odvisna tudi od mene. In nujno treba zavedanje dvigati, tako kot je Alja rekla. Alja mi, preden sva začele live, mi je pripovedovala, da je gledala eno oddajo in da po oddaji, mogoče Alja, ti poveš svojo, to je grozen, vi
ti gledaš nekaj, pa sploh ne veš in se ti v podzavest te jajca zapišejo in te jajca gredo direktno v otroka oziroma se iz tvoje podzavesti vplivajo še preden ti zanosiš, vplivajo na nerojenega otroka oziroma vplivajo na tvoje semenčica oziroma jajčica, kakšno energijo bodo potem dala naslednjemu otroku. No, daj, Alja, to povej, saj zelo na hitro, ampak fantastična zgodba, prav zato, da imate jasen primer, kaj ne početi. Pa to se ne gre samo takrat, ko ste noseči, lejte. Ne, že prej. Za neko dvigovanje zavesti je treba, kar se je res treba zavedati danes, je vse, kar v sebe dajemo. Mi veliko govorimo o hrani, o teh stvareh, ampak kaj dajemo v sebe prek tega, kar gledamo, pa kar poslušamo. Jaz sem gledala eno nemško serijo, predvsem zato, ker sem hotela na svoji nemščini delati in sem pravila, da sem pogledala par delov te serije, kaj je taka, mogoče kdo od vas pozna, se imenuje se Dark, na Netflixu je. Že ime zelo tako fajn odpiše, da sem v bistvu po tem, ko sem končala gledati to serijo, sem energijsko mogla spucati celo stanovanje sebe, noter, vse prpelati, od vonjav drugačnih do glasbe drugačne, do luči drugačne, vse ostalo, zato da sem dejansko ven spravljala to, kar je prišlo noter. Zato, ker ko mi gledamo, to lahko še kdaj, to lahko bi celo epizodo na tem naredila, ampak čisto na kratko. No, evo, nova tema. Mi imamo več različnih valovnih stanj, če temu rečemo, v katerih naši možgani so lahko, dosta ni že slišali, alfa, delta, teta, gama. In določene od teh stanj, predvsem alfa in delta, so stanje podzavesti. To so stanje, v kateri se ljudi spravi med hipnozo, zato da se lahko podzavest pride. Je pa to tudi stanje, predvsem alfa, v katerega nas spravi, ko gledamo televizijo. To je hipnotično stanje. Te stvari, ki jih gledamo, recimo pri tej seriji, je pač, tle je neka zgodba, recimo potovanje skozi čas, pa neki umori, ki se dogajajo, pa vse to je, že to je zelo temno. Ampak zelo veliko ljudi si pač reče, saj to je samo zgodbica. To je pač neka zgodbica, ki se ne dogaja v resničnem življenju. To je zavesten del. Pa je pa tle podzavesten del, kaj pa energijska frekvenca vsega, kar dejansko ta serija noter pripelje. Ta energijska frekvenca pride v nas podzavestno in nam uniči energijsko polje. Ne bom rekla uniči, ampak nam ga zmeša. Energijsko polje srca, energijsko polje tudi različnih delov in pa, ko se ta energijska polje zdelajo, lahko gremo jim reči čakre, pa se bojo povezave z vsemi ostalimi deli telesa porušile oziroma bojo drugačne. Poleg tega, da to že čisto na fizičnem nivoju spostavlja ogromen stres na telo, če gledate neke take zelo akcijske zadeve, stvari z veliko nasilja, stvari, ki so zelo take težke. To pride vse noter. To pride vse noter, to vas TV programming, TV program programiranje, vas programirajo te zadeve. In zato je treba biti zelo pameten, tudi kaj izbirate glede tega, kaj dejansko gledate in poslušate na vsakodnevni ravni. Zato jaz vem, da tega ne bom več gledala, enega dela več ne. Ker je frekvenca, ki je noter v tej seriji in to je bilo po moje najmočnejše, kar sem jo kadarkoli, čemarkoli začutila, je res izjemno temna in težka zadeva. In tle, lejte, tudi to je tle zapovedati, če opazite, da vas take stvari vlečejo, da uživate v gledanju takih stvari, ki imajo veliko nasilja, pa je treba tle energije spremeniti v telesu. Zato, ker ste vibracijsko v bistvu na isti energijski frekvenci, kot te stvari, ki jih gledate pa poslušate. By the way, bile so študije narejene, ki so pokazale, da recimo glasba, kakor je neka težka metalska glasba, spremenijo in negativno vplivajo na delovanje mitohondrijev v človeškem telesu. Mitohondriji proizvajajo energijo v našem telesu, so pomembne še za marsikaj drugega, ampak to je ena izmed zelo pomembnih zadev, in povzročajo več oksidativnega stresa in pa posledično vnetnih procesov in odmerajo mitohondrijev z glasbo. Vse stvari, ki jih date v svoje telo, prek tega, kar jih poslušate, prek tega, kar gledate, vpliva na celotno vašo fiziologijo, vpliva na vaše energijsko polje in če ste noseči ali pa če imate namen zanositi, vpliva na energijsko polje vašega otroka. Tako da pametni biti tle na vseh vidikih, ne samo tega, kaj jeste pa kaj dajete v usta, zato ker lahko jeste najboljšo hrano na svetu,
pa če ste obdani, če v sebe vnašate take energijske vibracije, pa če ste izpostavljeni takim čustvom, ki vam stalno energijsko polje mešajo, pa bo tudi iz tiste hrane bojo težko z dobre stvari vam prišle. Tako da biti pameten tukaj o tem, če vas več zanima, lahko narediva kakšno celo epizodo še o tem. Ja, napište spodaj, kogar zanima, napište zanima. spodaj, če vas to zanima, zato ker dejansko hrana, kot je Alja rekla, ni samo hrana, tisto, kar damo v usta, ampak vse okrog. In jaz recimo to tudi učim na Postani mojster zdravja, to je program, 2-letni program in prav o tem učim v 2. letniku. V 1. letniku predvsem to, kako so čustva, misli povezane z energijami, tako kot sem prej rekla, primer želodcem ali pa primer z jetrem, ne vem, imate zamaščene jetra ali pa imate holesterol, se pravi, katere misli in katera čustva so tista, ki vplivajo na to, da se jetra in jetra kvarijo. In je zelo pomemben taka znanja imeti, zato da vi spočnete sploh zdravega otroka. Ne vem, tako kot je Alja rekla, gledaš eno takole nanizanko kar nekaj ali pa poslušaš metalsko glasbo, pa greš pa delati otroka. Ja, o bože mili, ne, kaj to rata? V tisti največji zbrki, pa kaj pol rata? Ali pa se spičaš, pa greš pa v seksat. Ne, treba se vnaprej umirjati, znati se pogovarjati, najti rešitve, poslušati mirno glasbo, hoditi ven na sprehode, ne vem, to je predpriprava. To je predpriprava. Ker predpriprava sploh na to, da zanosiš. Tako da, daj tele stvari, ki jih midve zdaj razlagava, daj podel okrog. Jaz sem prepričana, da poznaš kakšnega ali pa kakšno damo, ki hoče zanositi, ker vse to, o čemer zdaj govoriva, tudi vpliva na to, ali boš lahko zanosila ali pa ne. Se pravi, kaj se dogaja v podzavesti. Tako da, daj podel, midve sva tukaj, delava programe, pište Ali, pište meni, katera hoče z nama delati, da se predpripraviš, ker jaz nisem še zasledila programov, ki predpripravljajo sploh na to, da narediš otroka. Kot sem v prejšnjem delu povedala, do zdaj sem imela en zavestni par, ki se je predpripravil in ima čudovitega, zdravega fantka. Tako da, mogoče boš pa ti tudi eden izmed tistih, ali pa tvoji vnuki, tvoji otroci, ne vem, daj, pošelj okrog, midve sva pa tukaj, piši Ali, piši meni, imava program, individualen oziroma skupinski, kjer te peljeva čez. Tako da, čudovit teden in se vidimo prihodnji teden. Zdaj bova pa videli, malo se bova še pogovorili, bova še 3. del imeli ali ne. Ampak to pa spremljaj na bisernica.si. Tako da, lepo se imej. Čau.